Z mano so Fat Butlers, prvi band današnjega večera, letošnjega Showrocka. Kakšni so občutki? Ja, občutki so odlični, no. Super je bilo gor na tem odru, imate zelo lep plac. Smo prav presenečeni nad odrom in nad ljudmi, ki so prišli, tako zelo fajn. Ful dobro. Smo ful uživali. Drugače se bolj iz osrednje Slovenije, kako to, da ste se odločili še na Štajersko prijeti pogledati? Ja, zato, ker nas Maribor zelo zanima in smo hoteli ga malo iti pogledati in smo prišli sem igrati na Showrock, ker je bilo pač ful super in nas je zanimali in zdaj smo kle in upamo, da pridemo naprej. Drugače ste še kar mlad band, danes je vaš 4. nastop, ne? Kakšna je vaša vizija za prihodnost, kje se vidite? Ja, nekako bi radi sam čim več igrali, to je zdaj glavni cilj. Smo mlad band, treba je po teh tekmovanjih hoditi, drugače zelo težko uveljaviš. Ampak ja, iskreno samo uživamo v tem, da igramo glasbo za ljudi in to je to. Z mano je že druga skupina današnjega večera, Lumberjack. Kakšni so občutki? Ja, občutki so fenomenalni. Ne, fajn je bilo, fajn smo se imeli, mislim, ljudi je bilo dost več, mislim, cool je bilo. Zelo smo se imeli dobro na odru, moram reči, ja, kratko in jedro. Vi ste relativno mlad band, pa ste v bistvu dolže dosegli na tej svoji poti, bili ste predskupina Bigfootovcem, igrali ste na festivalih. Se vam zdi, da je slovenska scena prijazna do mladih bendov ali to bolj pripisujete svojemu trdemu delu? Hvala drugač za te, ker si naštela naše. Ja, komplimente, uspešla pa kakorkoli, ampak slovenska scena zdaj prijazna ali pa ne, to niti ne vemo v bistvu, no, ker nismo še na taki stopni, da bi lahko prav tako rekli, ali da smo zdaj ne vem kaj. Ampak se pa sigurno da, no, s trdim delom, pa pač z vajo, pa z dobro družbo, pa s pravimi ljudmi se pač tudi to nekako da, no, tako da pač nas to še žene naprej, no, da. Imate take zelo catchy ritme, izdelana besedila, dodelan imidž, neverjetno oldersko energijo. Se vam zdi, da je to že to, ali želite še kaj izboljšati? Zdaj v bistvu moramo samo še ljudi privabiti in to je to. Zdaj pač začeli smo se z nami ukvarjati, z glasbo, imidž gor dol, zdaj pa pač moramo vse to še ljudem pač predstaviti čim bolj, čim večjim in pač bomo videli, kako pač bodo oni sprejeli to stvar, no. Upam, da je tako dobro, kot ti. Z mano je že tretji band današnjega večera, Bajta 23. Zakaj Bajta, zakaj 23? Zato, ker je hišna številka hiše, v kateri vadimo, je 23. In potem je bil nek brainstorming in je pač prišlo to in je ostalo. Super. Drugače preigravate predvsem punka, ne? Združen pa je z vsem mogočim, od klasične do psihadelične glasbe. Kakšen je kreativni proces za tem? Kreativni proces, v bistvu point vsega je to, da se ne bojimo eksperimentirati z zvoki, ne z zvoki, ampak z raznimi vložki v komade in naredimo to, oziroma poskušamo narediti, da se čim bolje sliši in ja, in pol nastane. Na čem pa delate trenutno? Kako? Na čem delate trenutno? Trenutno delamo na večglasnem petju. Ok, super. Vso srečo še naprej, pa mogoče se vidimo v finalu, ne? Hvala vam. Z mano so pa Aeroxin. Na Showrocku ste se preizkusili že 2 leti nazaj. Kaj bo letos drugače, kaj ste spremenili? Spremenili smo 2 člana benda, pa dodelali smo, oziroma 3, ja. Pa dodelali smo stage performance pa same komade. Tako da v bistvu se je kar dosti stvari spremenili. Tudi zrastli smo glasbeno in osebno. Mene je začela brada poganjati. Ja, v bistvu. Jaz sem še tle po sredini. Tako da je to velika ne. Zdaj, 1 leto nazaj, ne, ste izdali svojo prvo plato. S čim se pa ukvarjate danes? Kako misliš, s čim se ukvarjamo? Imate kakšne nove projekte? Ja, zdajle trenutno konec meseca se odpravljamo na turnejo po Nemčiji, pol pa posnamemo plato takoj, oziroma najprej pride en single plus video spot, pol pa takoj potem pa nov album.
Zdaj na vaših špilih, mogoče, ko ne igrate glih v metalnih krogih, je mogoče kakšna čudna reakcija na vašo glasbo, če ljudje niso vajeni. V bistvu imamo ta problem, da folk govori, da v bistvu ne poslušajo metala, pa da jim je všeč naša muzika, tako da ni take drame, da nekomu ne bi bilo všeč. Sploh pa se ne gibljamo v nemetalskih krogih, tako da tudi tisti, ki ni metalc, pa postane, tako da nismo paniki. Ok, hvala vam, vsa sreča še naprej, pa se vidimo mogoče v finalu. Hvala. Z mano so Social Problem, zadnji band današnjega večera. Kakšna je bila publika na Štuku? Super, tako kot vedno, Štuk nam leži, da smo že tretjič to igrali, drugič v 10 dneh, no pa publika vedno fantastična. Zdaj v vaši glasbi je veliko nekih pridihov, različnih metalnih podžanrov. Kako ste se nekako odločili za to smer? Kako ste vedeli, kakšno glasbo pa vi hočete delati? Ja, tako je bilo, da je vsak od nas prišel z nekih drugih smeri in smo pa probali najti neko skupno barvo glasbe in pač smo potem naredili ta sveti triangel, nekaj vrste Gojira, Tulo pa Alice in Chains in smo se nekako našli v tej sredini. Super. Zdaj izdali ste že par singlov, je mogoče v delu že kakšen album? Ja, razmišljamo, če ne album, prej mogoče EP, ampak definitivno delamo v tej smeri. Super, hvala. In prvi finalist je... Pyroxene, vse čestitke! Imamo prve finaliste letošnjega showroka, Pyroxene. Ste to pričakovali? Definitivno ne. Pač res nam je, jaz se smejim. Mene bodo po moje jutri tako mišice bolele v licih, da brez veze. A ne, fanti? Ja, pač to je bilo res. Biti, ja. Deki, hudga. Kakšno bodo pa kje načrte za finale, boste kaj posebnega pripravili? Smrtin razdejanje, kot vedno. Še 20% več. Kaj bi Ali pa manj. vam pomenila zmaga na showroku? Ja, definitivno bi nam to, mislim, kar se tiče finančnega stanja, bi nam odlično prav prišlo. Mislim, vse bonitete tega, pač za mlad band v Sloveniji, oziroma nasploh pač po svetu dan danes je pač taka stvar odlična zmaga, ne. PR in pač vse, ne. Top. Bi Nove bilo, če bi turneje, album. Tako. Ok, super, hvala. Vsa sreča.